Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Svojega sina sem izgubila leta 2013. Na zahvalni dan so me poklicali in povedali, da se je moj sin v zaporu obesil. To je bila najbolj grozna stvar, ki se mi je kdajkoli zgodila. Seveda sem prej že izgubila člane svoje družine, vendar nikoli nisem čutila takšne bolečine, kajti čutila sem strašno izgubo. To je pretreslo moj svet tako, da se je moje življenje spremenilo. Morala sem najti nek način, kako živeti naprej. 9 mesecev sem hodila k terapeutu. Jemala sem tablete proti tesnobnosti kar nekaj mesecev. Morala sem najti pot, da živim naprej brez svojega sina in na način, ki se je zgodil. Ni vam potrebno vztrajati v določeni situaciji, če je ta uničujoča za vas. Lahko greste naprej. Lahko vzamete na primer kakšno knjigo, pogledate naslov in boste videli, da je tam nekaj spodbujajočega za vas, ker vam pravi, da lahko začnete znova. V moji knjigi s naslovom Znova lahko začneš je poglavje, ki nosi naslov Zapusti svojo preteklost. To je kot besedna igra in veste kaj? Sveto pismo govori o novih stvarih. Bog je zelo navdušen nad novimi stvarmi. Naprimer, drugo pismo Korinčanom 5:17, če torej kdo v Kristusu je nova stvaritev, staro je minilo. Glejte, nastalo je novo. Ne mislim, da se vse takoj spremeni v našem življenju, vendar je možnost spremembe vsajena v našega duha, ko smo ponovno rojeni v Kristusu. Tu je novo upanje, nova moč, novo življenje je vsajeno v nas. In če bomo sodelovali z deli Svetega Duha, lahko vidimo, da upanje ne bo samo v našem duhu, ampak bo dejansko deloval v naših okoliščinah. To upanje lahko postane nekaj resničnega, kar lahko vidimo, kako Bog deluje v našem življenju. Veste, da me je moj oče vrsto let spolno zlorabljal, znova in znova. Moja mama ni vedela, kaj naj stori glede tega, bala se mojega očeta, zato me je enostavno zapustila v tej situaciji. Ko vam pravim, da vam ni potrebno živeti v vaši preteklosti, da lahko pozabite svojo preteklost. Ni pomembno, kako slaba je bila vaša preteklost, kajti moja je bila precej slaba, vendar se zavedam, da so gledalci po televiziji mogoče izkusili mnogo hujše stvari kot jaz. Tako lahko je začeti misliti, no jaz nisem dober, moje življenje je bolomija in se moram izvleči iz tega. Jaz vam hočem povedati, da je Bog novega začetka. Njegova milost je vsak dan nova. On nam nudi novo življenje, nov način hoje. Matejevem evangeliju 9. poglavje lahko beremo in jaz verjamem v to, da ne moremo natočiti novega vina v stare mehove. Veste, da so stari mehovi kot stare navade? Mislim, da imamo mnogokrat samo stare drže, kot so na primer moje življenje je zmešnjava, nikoli ne bo nič prav zame. Mogoče je danes dan, ko se morate tega otresti, mogoče je to vaš izhod, mogoče je to tisto, kar bo za vas drugačno. Mogoče vam bo to pomagalo pozabiti svojo preteklost in da si boste prizgojili nove drže, ter boste mogoče celo na glas izrekli, verjamem, da so vse stvari ustvarjene nove. Božja milost je nova vsak dan, jaz sem nova stvaritev, zame obstaja nov način življenja in te priložnosti ne bom zamudil. Danes vas zares spodbujam, da bi verjeli, da je Bog zares Bog novih začetkov. Naj vam nekaj povem. Prav ta trenutek s pomočjo Svetega Duha lahko pozabite na to, kar je za vami. Vi lahko zaprete vrata ta trenutek in ne mislite več na to. To ne pomeni, da se ne bo nikoli več vrnilo k vam, vendar Sveto pismo pravi, da naj se vse resnosti spominjamo stvari svoje preteklosti. Lahko se spominjam tega, kar mi je moj oče storil, če hočem misliti na to, vendar pa ne bom neprestano premišljala o tem. Sedaj hočem, da me poslušate. Namesto tega sem izbrala in verjamem, da Bog lahko vzame najslabše stvari, ki so se vam zgodile in jih tako preobrazi, da so meni in drugim v korist. In veste kaj? Tudi vam se lahko tako zgodi. Pozabite na preteklost. Božje kraljestvo ni zato, da bi le prejemali. Recite, prejemamo. Če vas ni bilo zadnjič, vam bom povedala zelo kratek povzetek tega, kar ste preslišali. Hvala Bogu, da imamo posnetke in lahko dobite kopije tega. Božje kraljestvo ni zato, da bi prejemali hrano in pijačo.
Zares govori o veliko več kot samo tem. Recimo, da Božje kraljestvo ni zato, da bi dobili vse, kar želimo. Ni zato, da bi se poročil ali da se ne bi poročil. Da bi dobil povišanje na delovnem mestu ali da bi dobil več denarja, da bi imel večjo hišo, da bi dobil prave prijatelje, da bi imel nove obleke ali da bi rasla moja misionarska služba, na primer. To ni to, kar je Božje kraljestvo. Božje kraljestvo je pravičnost. Največja vrednost je v tem, da veste, kdo ste v Jezusu Kristusu. Mislim, da ni nič boljšega od zaupanja, da vas Bog ljubi in da ste v tem varni. Ne boste imeli potrebe, da bi napravili vtis pred drugimi ljudmi in da bi si oni o vas dobro mislili. In to je tako dragoceno. Če ne veste, kdo ste v Kristusu, boste živeli s krivdo in obsodbo in boste končali tako, da se boste primirjali in tekmovali z vsemi drugimi, ter boste vedno poskušali, da bi bili nekaj drugega, kar niste. Spremne pisarne psihiatrov in psihologov so napolnjene z ljudmi, ki ne vedo, kdo so v Kristusu. In niso samo nekristjani tisti, ki ne vedo, kdo so v Kristusu. Tu je tudi na tisoče in tisoče vernikov, kristjanov, ki vsak teden obiskujejo cerkev in nimajo niti najmanjše ideje, kdo so v Kristusu. Jaz to vem, ker sem bila sama takšna mnogo let. Božje kraljestvo je to, kar nam Bog daje kot državljanom njegovega kraljestva. In to je opravičenje, mir in veselje v Svetem duhu. Če sedaj zares pogledate te 3 stvari, ali lahko najdete kakšno stvar, ki je bolj pomembna kot pa to? Zares tako mislim. Zadnjič sem vam govorila o vseh stvarih, za katere zapravljamo čas v svojem življenju, ko si želimo, jih lovimo in si delamo prednostne izbire. Samo predstavljamo si, da je nastopil čas, da zapustimo to zemljo. Ležimo na svoji smrtni postelji in v duhu zremo skozi te ure, ko duh poskuša zapustiti naše telo. Kako pomembne bodo te stvari ob tistem času? Ali bo kdo resnično rekel komu, ki bo stal naokrog, a mi lahko prineseš bančni izpisek, rad bi preveril svoje finančno stanje? Ali bo kdo morda rekel, poglej, kako stojijo delnice Dow Jones na delniški borzi, hočem se prepričati, da se nisem zmotil v svojih naložbah? Ne. Ali bo kakšen duhovnik rekel, dajte, povejte mi, ali je moja cerkev končno postala bolj polna kot pa sosedova? Tako Božje kraljestvo ni glede tega, da dobimo vse, kar hočemo in končamo v obžalovanju, da se nismo trudili za stvari, ki so zares pomembne. Božje kraljestvo je v tem, da smo pravični v Bogu, da imamo mir in veselje. Sveto pismo pravi, da je Božje kraljestvo v nas. Božje kraljestvo ni to, kar se dogaja tam zunaj. Če mi Bog da, kar hočem, so to prednosti Božjega kraljestva. V Božjem kraljestvu obstajajo prednosti, kot nam tudi nudijo določene ugodnosti na delovnem mestu. Obstajajo ugodnosti, da, na primer, delate za duhovno službo, vendar te ugodnosti še niso duhovna služba. Bog nam nudi določene ugodnosti, če smo v pravem odnosu z njim in smo pravični v Bogu. To je čudovito. Rada imam, da Bog izpolni moje potrebe in mi nakloni posebne stvari, vendar to še vedno ni Božje kraljestvo. Božje kraljestvo ni to, kar se dogaja. Božje kraljestvo ni bančni račun, niti ne to, kako slavna sem, to ni to. Božje kraljestvo je v nas. Naj vam nekaj povem. Ko so stvari v nas takšne, kot je prav, smo mi srečni. Veste, da mnogi ljudje, ki so nesrečni, zares nesrečni, bodo najmanj, kar bodo dobili to, da bodo postali srečni. To je nekaj, kar se mora zgoditi znotraj nas samih. Ponavadi sem si mislila, tako vesela bom, ko bo konec. Saj ne, da mi predavati ne bi bilo všeč, vendar ko bom srečna, ko bo tega konec, ko bo konec potovanja, bom končno spet doma. Srečna bom, ko bom spet doma. Veste kaj? To ni način, kot bi Bog želel za nas, da tako živimo. Vesela bom, ko bo petek in ne bo treba v službo. Vesela bom, ko bo plača. Vesela bom, ko bodo počitnice. Vesela bom, ko bom lahko šla nakupovati. Mi moramo živeti tako, da smo veseli. Pravičnost, mir in veselje v Svetem duhu. Veste kaj? Veste, kako dolgo sem se tako obnašala? Veselim se sedaj.
In prav sedaj se zares zabavam. Vesela sem, da to delam in bom vesela, ko bom prišla domov. Vendar bom tudi vesela, ko bom naslednjič šla ven. Naučila sem se, da se odločim, da sem srečna, ne glede na to, kje sem. Najverjetno je, kaj se zgodi, ko se za to odločite. Ena odločilnih tem za to leto je, da jo bom vpletla. Vse, kar bom izrekla, se dotika tega, da bom polna določenega namena in ne bom pasivna. Pasivna oseba čaka, da bo videla, kaj se bo zgodilo. Želijo si, da bi se zgodile določene stvari in samo čakajo, da bi se zgodile. Vendar pa oseba, ki ima svoj namen, stori to, kar se je namenila. Zaveda se, da Bog vedno stori to, kar lahko stori samo Bog. Zato sem se odločila, da bom srečna in to namenoma. Odločila sem se, da bom miroljubna in to namenoma. In celo sem se odločila, da bom hodila v pravičnosti in to namenoma. Rekli mi boste, kaj pa to pomeni? No, to dobesedno pomeni, da če tudi se počutim krivo, lahko berem Sveto pismo in vem, da nisem. Če sem se pokesala in prosila Boga, da mi odpusti, potem nisem več kriva. Sramota je s tem prešla, krivda je prešla, obsodba je prešla in preprosto povedano ni pomembno, kaj čutim, kajti zavedam se, kaj je moje. Zato sem se z namenom odločila za upravičenje. To je tudi ena najvrednejših stvari, ki jo lahko imamo. Matejev evangelij 13:44. Matej 13:44. Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in predal vse, kar je imel in kupil tisto njivo. Wow, on je našel nekaj, kar je vredno več kot vse, kar ima. Dajte no, želim, da bi to dojeli. Sopet bom ponovila, če ste zamudili prvič. Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en dragocen biser, gre in proda vse, kar ima in ga kupi. Kaj smo mi pripravljeni žrtvovati, da bi imeli oseben odnos z Bogom, ki nam ga On nudi in da bi imeli mir in veselje? Vi veste, da bomo sedaj obravnavali vsako izmed teh področji podrobno, vendar bomo danes malo preskočili in bom najprej obravnavala mir. Veste, da sem se pred približno 15 leti odločila, da ne bom živela brez miru. Odločila sem se, da ne bom brez miru. Vem, da se svet ne bo spremenil, jaz pa se lahko prilagodim. Tako ne delam več ene stvari in to je drama. Ne igram več drame, ker mi to krade mir. To pa pomeni, da ne tekam več naokrog, niti približno s tolikimi ljudmi, kot sem nekdaj. S drugimi, ki se srečujem, pa ne igram več drame. Sedaj veste, da lahko prenesem včasih tudi slab dan. Vesela bi bila, da bi govorila in molila z vami, vendar sem dolgo časa naokrog igrala veliko dramatičnih prizorov. Bila sem kraljica drame, verjemite mi. Lahko sem začela z dramatičnimi prizori, ko jih ni imel nobeden. Doma smo imeli samo dramo, vse je bilo zelo, zelo dramatično. Nismo mogli imeti niti druženja, če ni bilo vsaj malo drame. Ampak jaz ne igram več drame in to je čudovito. Dajte no. Verjetno bom ponovila, kar sem že rekla. Druga stvar, ki jo niti približno ne počnem več tako pogosto kot prej, nisem še 100% ozdravela, vendar pa se ne vtikam več v tuje zadeve. Dobro, ohranila bom to za prihodnjič. Veste, če se boste odločili, da bi bili srečni, potem morate poiskati stvari, ki vam kradejo vaše veselje. To lahko kar izključite iz svojega življenja. Potem nekatere stvari sicer ne morete izključiti, ampak veste, veliko stvari sem morala urediti in mi je to uspelo. To mi je zares pomagalo. Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe vseh vrst. Ko se napolnijo, potegnejo na obrežje, sedejo in odberejo dobre v posodo, slabe pa pomečejo proč. Tako bo ob koncu sveta. Prišli bodo angeli in bodo ločili hudobne od pravičnih.
Pahnili jih bodo v ognjeno peč, tam bo jok in škripanje z zobmi. No, to se mi ne zdi posebej spodbujajoče, ta jok in škripanje z zobmi. Vsem ribam je dana ista priložnost. Dajte no. On je vrgel mrežo in je zajel vse vrste rib. Vsi mi imamo enake možnosti. Mi vsi imamo enako priložnost, da lahko imamo čudovito življenje z Bogom. Vse, kar moramo paziti, je, da se znebimo slabih in obdržimo dobre. Na kateri strani bom jaz? Ali bom hodila po ozki in strmi stezi, ki vodi v življenje, ali pa bom na široki cesti pogube? Jaz sem se že odločila, da ne bom jokala in škripala z zobmi. Zaradi tega hočem, da to razumete, zato ne morem kar reči. No, dobro, upam, da delam prave stvari. Se veš. Ne, jaz moram vedeti, kaj je prav. Če potem moram vse to prodati, da dobim neprecenljiv biser, če moram zapustiti kakšnega prijatelja, če ne morem iti na zabavo, če moram biti nekaj časa sama, če moram izgubiti službo, ker bi omalovaževali moje moralne norme, dajte no. Če moram izgubiti fanta, ker on hoče, da spim z njim pred poroko in tega ne želim, sedaj pa ne ploskate tako zelo, kot bi si jaz želela. Ko sem to izgovorila, sem že vedela, da vas bom vznejevoljila. Veste, vi mislite, da svet vse to gleda. No, a ti ne veš, da je danes 21. stoletje? A vam lahko nekaj povem? Poglejte me. Bog se ne spreminja. Mi mislimo, da imamo razvite norme in visoke standarde, mislimo, da smo tako pametni in da vse obvladujemo, svet pa je največji smešnjavi, kot je bil kdajkoli v zgodovini. Bog ima iste standarde, iste moralne norme, ki jih je imel vedno. Ni mi mar, katero leto je sedaj. Tudi če to ni priljubljeno, bom še vedno pridigala, dokler Jezus ne pride in me vzame k sebi. In povem vam zakaj. Ker sem se odločila, da nočem jokanja in škripanja zobmi. Pred Bogom bom stala in dala račun o ljudeh, ki jih je On postavil pred mene, da jih poučujem. Rada bi bila priljubljena, vendar to ne bom, dokler ne bom priljubljena v nebesih. To mi ustreza, ker je večnost zelo, zelo dolg čas. Dajte no, nekdo mora napraviti kakšno odločitev, kako boste živeli svoje življenje. Ne dopustite, da vas vsakdo vleče za nos. Amen. Vidite, jaz bi najprej morala priti sem vsako leto in potem imam nekaj mesecev, da lahko razmišljam o teh stvarih. Kakšno vrednost imajo zate pravičnost, veselje in mir? Torej, greste na zabavo, kjer veste, da bodo mamila. Veste, da se bodo dogajale tudi druge stvari, ki ne bodo dobre. Vi greste, ker nočete, da bi bili izven tega. Nočete, da bi ljudje mislili, da ste čudak. Nočete biti sami doma. Naslednjo jutro se zbudite in se čutite krive. Nimate nobenega miru. Izgubili ste veselje. Torej, kakšno vrednost imajo pravičnost, mir in veselje? Ali bi bilo bolje zame, da bi se odpovedala tej zabavi? Naspala bi se, drugo jutro bi se dobro počutila, bila bi polna energije, brez mačka, imela bi energijo, nobene krivde, brez obsodbe in imela bi svoj mir ter veselje. Vsakdo, ki ima vsaj polovico razuma, ve, kaj je pomembnejše. Ampak jaz hočem iti tja.
Zadnjič sem vam že povedala, hočem, mislim, čutim, hočem, mislim, čutim, hočem, mislim, čutim, hočem, mislim, čutim. Globje moramo živeti. Če niste bili tukaj zadnjič, še tega ne veste, vendar ta konec tedna imamo poglobljena predavanja. Ponavadi so imeli tole, ne vem koliko let je preteklo, da so imeli te stvari, Tomi. Samo 30? Več časa sem že naokrog in me niso nikoli povabili na to zabavo. Dolgo časa, ne? Globlja duhovna izkušnja, ko ljudje želijo slišati to. In vi to želite, zato ste tukaj, zaploskajte si. Nekaj vam povem. Če privolimo stvari, ki bi se jim morali odpovedati, je to zato, ker ne vemo, kdo smo v Kristusu. In mislimo si, da moramo dobiti potrditev od kogarkoli, da lahko delujemo v svetu. Resnica pa je ta, da vi tega ne potrebujete. Jezusa so zavrgli in je preživel. Ko sem se odločila, da začnem služiti Bogu z vsem srcem, sem morala zapustiti svojo cerkev. To se žalostno sliši. Predvsej žalostno je, da če hočeš služiti Bogu z vsem srcem, te ne sprejmejo. Mislim, da Pavel to imenuje leva noga prijateljstva ali nekaj takega. Izgubila sem svoje prijatelje. Odločila sem se, da bom z vsem srcem služila Bogu in sem izgubila prijatelje. Težko je bilo, ko sem poskušala odgovoriti na Božji klic v svojem življenju. Da sem našla ta dragocen biser, sem morala veliko žrtvovati. Tako sem hvaležna Bogu, da mi je dal to milost, kajti sedaj tega ne obžalujem. Tedaj je bilo zelo težko, vendar sedaj sem dobila nekaj, kar je veliko boljše. Kot sem sploh mislila o tem, da bi žrtvovala tisto in dobila to. O tem morate misliti vsakič, ko prodate nekaj sebe nečemu, kar veste, da ni prav. In je to cena, ki jo boste pozneje plačali. Sprašujem se, kaj si mislite nekateri izmed vas prav zdaj. Če to gledate po televiziji, nikar ne izključite naprave. Bog vas gleda. Veste, mogoče si mislite, ne maram te ženske. Veste, nihče v začetku ne mara ljudi, ki jim govorijo resnico. Ne mislite na to, če me marate ali ne, raj mislite na to, če je to res ali pa ni. Prav. Sedaj bomo na hitro pogledali 3 citate, ker mislim, da vas Božja beseda lahko bolj prepriča, kot pa to znam jaz. Drugo pismo Korinčanom 5:21. Njega, ki ni poznal greha, je za voljo nas storil za greh. Wow. Tako bi se mi po njem videli, bi postali in bi bili primer Božje pravičnosti. On nas je v svoje božanskosti sprejel in potrdil v pravem osebnem odnosu z njim po njegovi dobroti. In če bi bila na vašem mestu, bi strmela v to besedilo, dokler mi ne bi izgorele oči. On, Jezus Kristus, edini pravični, ki ni poznal greha, je prevzel naše grehe. On je postal greh in to namesto nas, ter je umrl na križu. Naši grehi so bili poplačani s to ljubeznivo milostjo. Vendar se ni ustavil le pri tem, on nam je dal Božjo pravičnost. On sam nam jo je dal. Vzel je moje grehe in mi je dal svojo pravičnost. Vzel je vaše grehe in dal vam je svojo pravičnost. Bog Oče, ker on sam tako hoče, nas sedaj gleda in nas tako vidi po Kristusu, da smo pravični v njem in to pa veri v našega Gospoda Jezusa Kristusa. O, moj Bog! Wow! The proceeding was paid